V studio prihaja... Vid voditelj na Radiu Robin. Mimogrede, tvoja kariera se je začela z debelo deklico. Kako se meni dopade. A so v dokumentarcu mogoče kakšni posnetki, zaradi katerih te mogoče sram? Ne, niti približno v življenju. Čeprav dostikrat, naprimer, sem jaz govoril na tak način. Takrat sem jaz kot totalni rocker prišel v ene druge vode, ratalo mi je pri 19 letih dobesedno vrata odprl najboljšega studija takrat, najboljšega benda. Vse skupaj nekako, bom rekel, res ne me vprašati, sreča ali pamet. Sreča ti bom povedal. Točno to me je zanimalo. Več sreče ali pameti v življenju? V bistvu mora biti pamet, ampak sreče imam 99%, pa še malo. Ampak, verjamem, da si vse težke trenutke uspel predelati tudi s pomočjo prijateljev in enega pozdravljamo v našem studiu, je Bojan Kodelja! Živjo, Bojan! Bravo! Zdravo! Vedno se pa niso videli 60 let. Ja. Bojan Kodelja, mimogrede, tudi režiser filma Amen. Je tako? Ja, nisem sicer režiser po duši in poklicu, no po duši ja, po poklicu pa ne, sem si pa upal nadeti te čevlje. Bojan, menda si idejo o dokumentarcu, mislim, je zrasla pri tebi, ne? Tako je. Rudana spremlja že od nekdaj, od njegovih začetkov, menda si še kot mulc Rudana vozil okoli na špile, sem slišal praviti. Osebno tega. Praktično sem jaz vso svojo mladost, vse te svoje najstniška leta, dobesedno preživel z njim, vse te petke, sobote, nedelje sem hodil z njim okrog po teh njegovih nastopih in sva postala res ena velika prijatelja. A je imel dosti oboževalk, Miran? Ne, povej, po prvici. Ne, res, oboževalcev ogromno. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker Kaj že se je dogajalo? Spremljal sem malo Evrovizije, praktično tako, da bom rekel, tisti, ki zdaj nastopajo, bom rekel, pa zmagujejo, so tudi takrat nam težili praktično. Dobro. Ne smemo vsega povedati. Rudan, Miran, povej ti meni, kakšen si bil kot otrok? Katastrofalen, žleht, bom rekel verjetno, da ne, zaradi tega, ker sem imel dobro vzgojo. Jaz sem sam živel z mamo, tako da je bila mama in oče in mama je bila hkrati, še vedno je mama živa, 92 let, v Krškem, enkrat na teden prihajam dol in bom rekel lepo otroštvo, mislim, da ni bilo nobenih takih problematičnih, bil kdaj včasih mička na barabca, ampak ne tako, kot v zdajšnjem času. Nismo takrat uporabljali telefonov po vseh starih spletnih stvari. No, sem se pa jaz vseeno pozanimal pri tvoji mami, Slavica Rudan, kakšen je bil Miran kot otrok? Ja, spominjam se, da je bil priden, v šoli je bil tu, bolj včasih manj, ne? Se veste, kako je v šoli tu, ne? Ja. Opa. V šoli si bil malo bolj, malo manj priden, ne? Slišal sem tudi, da si imel mende pri glasbeni vzgoji oceno MU. Ja. Zakaj? Zaradi enega preprostega razloga. Prijatelj, sin od učiteljice, on me je pripeljal v ta zborček, bili smo tudi državni prvaki, na Šverc sem bil v malo večjem zborčku in enostavno nisem želel več nastopati. Učiteljica, mama njegova me je ful nekako skregala, da ni ono tretjo in sledilo je potem 7 pa 8 MU. Sicer pa, mama Slavica, kaj sporočate Miranu tole popoldne? Ja, da sem ponosna na njega, tako kot je vsaka mati na svojega otroka ponosna, ne? Miran, kaj sporočaš ti? Mama, ostani takšna še naslednjih 92 let, zaradi tega, ker mislim, da kad enkrat ne bo, bo tudi Miran Rudan zgubil en delček samega sebe. In ona, mislim, da največja tvoja fenica že vsa leta. V bistvu ja, ampak taka tragična. Vsak vikend me vpraša, a si igral kaj, a je bilo kaj dinarčkov, a rabiš kaj, ti lahko, naprimer, mama je vedno to, naprimer, in še vedno gleda na mene. Prej smo slišali tvojo mamo, ki nam je povedala, da si bil priden otrok in da je ponosna na te. Kakšen si pa kot oče? Po moje v redu vse skupaj, ampak enostavno bom rekel, v tem času, kot je zelo, kot medved zelo govorijo, pa v tem času ful malo časa imam za njih, ampak imam nekako gre. Gre. Ja. No, pa da tudi tukaj ne govoriš v prazno, se bomo pozanimali z prve roke. V studio prihaja sin Luka Rudan! Ja, Luka, evo, kar izvoli. Hvala lepa.
Hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Ja, pa so učke podobne. So. Ja, izvoli, Miranu ponujam robčke. Hvala. Ja, takole. Pozdravljen, Luka, kako si? Hvala. Hvala za povabilo. Z veseljem. Pazi, Miran, da ne zgubiš seboj, da ste lesa. Ne, dobro, ne. Ja. Dobro. Si tudi ti čustven kot tata? Mogoče malček. Mogoče ne tako, no, ampak sem tudi. Ja. In kakšen oče je Miran? Odličen. Odličen. Je, mislim... Se ti bom pol plačal, prav? Mislim, No, brez plačila. brez plačila, ja. Da vidimo. Odličen foter, mislim, že od majhnega imamo nek odnos, ki je poseben, ne glede na to, kakšno, bom rekel, muskontrsko kariero ima, da je bil odsoten vse vikende, ko sem bil manjši, tudi predvidevam, zdaj bratci so mogoče kaj prekrajšani pri temu delu, ker je res V bistvu posel je malo drugačen. Ja, posel je drugačen in je... Tako, mogoče... Mislim, da tudi starševstvo je bilo mogoče malček drugače, kot je recimo pri neki familiji, ki nima v bistvu nekoga, ki je pevc, glasbenik v družini. Ne. Kako si recimo ti doživljal njegovo kariero? Bom rekel tako, po pravici povedano je bilo dostkrat stresno, ampak v večini primerov je bilo lepo, pač lepi spomini, nasplošno brez pripomb, no, tako. Odlično. Si šel mogoče tudi ti po njegovih stopinjah? Žal ne. Ne. Žal ne, žal ne. Ni nikoli rekel, ja. Ampak mogoče tudi, glede na to, da sem si želel, naprimer, ali pa Luksu, ali pa naprimer, pa Nino, to pa Nikotu, ampak enostavno, bom rekel, ne vem, nekako bi rače nekoga, ki mene več ne bo, ampak očitno on dela dobro, drug posel, verjetno, da bosta moja ta druga dva tudi, njegova poobratca, naprimer, ampak mislim, da 100 ljudi 100 čudi in dajem mu prav tisto, kar dela, tako da nisem si nikoli želel, niti dejansko v bistvu imel način, kako bi ga pregovoril, da bi prišel v isti posel. Ne? To vsak sam ve in nekako... Vsak se mora čutiti sam na koncu. Absolutno. Tako. Kaj mogoče sporočaš tatetu Miranu? Ne ostane takšen, kot je in ne ustvarja naprej to, kar mu pač najbolj leži. In mislim, da ga vsi podpiramo v tem in ga bomo naprej, dokler pač bo ustvaril lepe zgodbe. No. Odlično, najlepše. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.